Dobar dan, lepo pozdravljeni na današnji prvi razpravi o mednarodni raziskavi ICCS 2022. Raziskava preverja dosežke učencev na področju državljanske vzgoje in izobraževanja v 8. razredu osnovne šole. Glavni namen raziskave pa je ugotoviti ravni vednosti in stališča na področju državljanstva in raziskati, na kakšen način so mladi v različnih državah in njihovih izobraževalnih sistemih pripravljajo na aktivno državljanstvo. Gre za edino tovrstno raziskavo na svetu, ki jo na mednarodni ravni koordinira organizacija IEA, Mednarodna organizacija za evaluiranje učinkov izobraževanja. V Sloveniji pa je koordinator in izvajalec raziskave od leta 1999 inštitut. Za gostoljubje se prijazno zahvaljujemo Ministrstvo za kulturo. Velika dvorana Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer je potekala novinarska konferenca, je zaradi kriznega centra proti poplavam žal zasedena. Svoja prva razmišljanja o rezultatih bodo danes z vami podelili gospa Janja Zupančič, državna sekretarka Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, magister Klavdija Šipuš, svetovalka za področje državljanske vzgoje pri Zavodu za šolstvo, dr. Mitja Sardoč, raziskovalec na Pedagoškem inštitutu in predavatelj družbene vede. Nadaljavo pa je z nami tudi gospod Matjaž Duden, direktor Direktorata za demokratično participacijo pri Svetu Evrope. Lep pozdrav vsem. Jaz sem Mojca Planšak in prihajam iz sektorja za kakovost in analize na Uradu za kakovost in izobraževanje in delovno projektu Analitsko središče. Sedaj pa prosim dr. Ivo Klemenčič, nacionalno koordinatorko raziskave ICCS v Sloveniji iz Pedagoškega inštituta, da nam v 30 minutah predstavi rezultate. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala. Mene zelo tudi slišala. Kot rečeno, jaz bom danes predstavila prve rezultate mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja, ki jo v Sloveniji koordinira Pedagoški inštitut. Predstavljam bom tudi nekaj trendov in sicer razlik ali pa nerazlik med leti 2009, 2016 in 2022. V vseh treh ciklih je Slovenija tudi sodelovala. Zdaj, sam namen raziskave je raziskati, kako so mladi pripravljeni na upravljanje svojih sedajnih in pa prihodnjih vlog kot državljanov, se pravi aktivno državljanstvo. Seveda vse to se dogaja v nekih zapletenih kontekstih, v šolskih, izvenšolskih kontekstih, na lokalni ravni, ne nazadnje tudi na državni ravni. Vsaka od ravni, vsaka od kontekstov ima seveda svoje odgovornosti ali pa priložnosti. V zapletenih kontekstih tudi zaradi tega, ker se družba nenehno spreminja. Kar bi rada poudarila je, da to ni neodvisna evalvacija enega predmeta, ki ga imamo v osnovni šoli v Sloveniji, na katerega verjetno najprej pomislimo, ampak gre za delovanje pri različnih predmetih, pa ne le to, za delovanje v okviru šole kot take in potem seveda vseh ostalih kontekstov. Vključeni so učenci 8 razredov, njihovi učitelji oziroma učitelji 8 razredov in pa ravnatelji vzorčenih šol. Državljansko vzgojo vednost preverimo z preizkusom državljanske vednosti, neke vrste preizkus znanja test, ki traja 45 minut v vseh državah enako, sicer primerjave ne bi bile možne. Potem pa imamo še vprašalnike, s katerimi v bistvu zberemo ozadjenske podatke o učencih, o šoli, o razredu, o njihovem domačem okolju, o trenutnem njihovem sodelovanju, o namerah glede sodelovanja v prihodnje in tako naprej. Izvedba za večino držav v ciklu 2022 je bila na računalnikih, s tem je bil izveden tudi tako imenovana bridge študija, s katero smo želeli ugotoviti, ali prihaja tudi do razlik zaradi načina same izvedbe, in da bi se potem to lahko tudi ustrezno upoštevalo, vkolikor bi do tega prišlo pri samih lestvicah. To je pomembno poudariti tudi zato, ker če hočemo imeti primerjavo z cikli za nazaj, takrat, ko se je raziskava izvajala na papirju,
je treba biti dejansko jasen, prepričan, da so te primerjave možne. Ocenjevalni okvir same raziskave ima 3 dimenzije. Vsebinska dimenzija, se pravi, gre za neke vrste vsebino državljanske vzgoje in izobraževanja, seveda pri tem upoštevaje tudi afektivno-vedenjsko in pa kognitivne vidike. Kognitivni vidiki, procesi mišljenja, ki jih preverjamo v preizkusu znanja, gre za dve kognitivni domeni, in sicer znanje in pa sklepanje in analiziranje. Seveda nas zanimajo tudi številna prepričanja, delovanje, kot sem že prej rekla, trenutno ali pa v prihodnje naših učencev. Kar se tiče vsebin, vsebine so nekako razdeljene v 4 sklope, državljanske institucije in sistemi, in potem v podsklope državne institucije, ekonomski sistem, civilna družba, potem državljanska načela, kot vidimo, vsaka od teh domen ima še neke posebne vidike, državljanska participacija in pa družbene vloge in identitete. Državljanska vzgoja ali pa naloge preverjanja državljanske vednosti so seveda različne, zato zmerimo oziroma lahko pogledamo tudi zahtevnostne ravnine. Za vsako nalogo je tako teoretično kot empirično določena, na katero zahtevnostna raven dejansko se nanaša. Je pa treba povedati, da zahtevnostne ravni se na eni strani navezujejo na kognitivne procese, na drugi strani pa na vsebinske domene, se pravi, oboje je potem seveda treba tudi upoštevati. Te hierarhične do neke mere ravni jih označujemo z ravnjo A, ki je najvišja. Spodaj imamo nekaj primerov, kaj naj bi učenec, ki dosega stopnjo raven A, dejansko znal. Vidimo, zna opredeliti verjetne strateške cilje za etično potrošnjo, zna upravičiti, zakaj ločevanje pristojnosti med sodstvom in vlado in tako naprej. Pa če si pogledamo še najnižjo raven, to je raven D, na tej ravni učenci razumejo, da prostovoljci prispevajo k skupnosti, razumejo, da so vsi ljudje pred zakonom enaki, razumejo, da je obramba države ključna naloga vojske. Se pravi, vidimo že iz tega enostavnega prikaza, da gre za neko bolj sofisticirano, bolj kompleksno znanje, ko se pomikamo po ravneh navzgor. Seveda je nekaj učencev, v bistvu, ki ne dosega niti te prve, najnižje ravni, to je raven D, in te učence ali pa jih označimo kot učenci, ki so pod ravnjo D. Se pravi, nimajo niti tega znanja, ki je nekako eksplicitno, zelo enostavno, ki bi jih morali pridobiti že tudi iz nekih izkušenj. Kaj kaže raziskava v samih številkah, ali pa bolje povedano, kdo je sodeloval? V Sloveniji 177 šol, 173 ravnateljev teh šol, približno 2500 učiteljev, ki poučujejo 8. razrede na teh šolah, nekaj manj kot 5000 učencev. Rezultate smo zbirali med aprilom in junijem 2022, kar nekako zahteva je, da se preveri državljanska vednost ob koncu 8. razreda. Kasneje bomo videli, obstaja ena država, Norveška, tudi v drugih raziskavah sicer sodeluje z 9. razredom. Zdaj, na tem mestu bi se želela predvsem zahvaliti šolam, ravnateljem, koordinatorjem na šolah, učiteljem in seveda učencem. Ko smo šole prosili za sodelovanje v raziskavi, jim je bilo rečeno, da te podatke kot država potrebujemo, ugotoviti je pač treba stanje državljanske vednosti, tudi prepričanj, tudi delovanja, in da na ta način, da je to edini način, s katerim bomo lahko tudi izboljševali šolski sistem. Šole so se odzvale neverjetno in dejansko imamo ene najboljših realizacij vzorca izmed vseh sodelujočih držav. Zdaj pa, to vas verjetno najbolj zanima, bom preskočila kar na kaj kažejo rezultati cikla 2022, začenši z državljansko vednostjo. Tukaj je lestvica državljanske vednosti,
vidimo na vrhu kitajski Tajpej. Učenci iz kitajskega Tajpeja, osmošolci, imajo dejansko dokazano najvišjo državljansko vednost, zato so seveda tudi zgoraj. Potem imamo Švedska. Učenci iz Švedske imajo nekoliko manj državljanskega znanja kot učenci iz kitajskega Tajpeja. Poljska, Estonija sta približno skupaj, kljub razlikam v teh točkah, ki jih vidite na desno. Z rdečo so obkrožene države, iz katerih prihajajo učenci, med katerimi dejansko ni razlik pri državljanski vednosti. Gre za Španijo, Litvo, Nizozemsko, Francijo in pa Slovenijo. Se pravi, kljub temu, da vidimo, da je povprečni dosežek osmošolcev iz Španije 510 točk, osmošolcev iz Slovenije pa 504 točke, ne moremo trditi, da učenci iz Španije imajo višjo državljansko vednost, kot rečeno, imajo približno enako, tukaj ni nekih odstopanj. Taki dve državi sta še Slovaška in Malta, ki sta obarvani z modro, se pravi tudi med Slovenijo, Slovaško in Malto, kljub temu, da sta Slovaška in Malta pod mednarodnim povprečjem, kar kažejo ti trikotnički navzdol, dejansko ni razlik. Zdaj, kaj to pomeni? Zdaj, prva ugotovitev dejansko je, da ko primerjamo državljansko vednost osmošolcev med cikli 9, 16 in 22, v 16 in tako leta 9 so bili dosežki naših osmošolcev nad mednarodnim povprečjem raziskave, tokrat prvič na mednarodnem povprečju raziskave. Mogoče, če pogledamo ta prikaz trendov državljanske vednosti, ker si nekako lažje predstavljamo, kaj dejansko to v nekem daljšem časovnem obdobju tudi pomeni. Vidimo, da ko pogledamo povprečja vseh držav, oziroma se bom najprej pokomentirala to, kar vidimo na desni strani, in sicer razlike med leti 2009 in 2022, zato malo na pamet govorim, ker mi tu nekaj prikriva, ampak upam, ja, se bo. Vidimo, da med letoma 2009 in 2016 se je državljanska vednost v sodelujočih državah, tudi mednarodno povprečno, izboljšala. Učenci so dosegli višje rezultate pri državljanski vednosti. Potem leta Potem, če pogledamo leto 2009 z letom 2016, vidimo, da na mednarodnem povprečju so se dosežki znižali, in sicer v povprečju za 13 točk. Vidimo nekaj držav, pri katerih so številke krepko obarvane, kot je Švedska, Norveška, Nizozemska, Slovenija, Bolgarija in pa Kolumbija. Tukaj lahko rečemo, da so dosežki leta 2022 slabši, kot so bili dosežki leta 2016. Pri vseh tistih ostalih državah, ki imajo sicer pripisane točke, -1 ali pa 2 ali pa 0, dejansko ne prihaja do razlik pri državljanski vednosti med tema dvema cikloma, oziroma te razlike niso statistično značilne. Če pogledamo ali pa če skušamo umestiti te razlike med letoma 2009, se pravi takrat, ko je bilo prvo testiranje, in letom 2022, o čemer poročamo danes, vidimo, da na mednarodni ravni učenci imajo približno enako državljansko vednost. Vidimo pa dve državi, in sicer Slovenija in pa Slovaška, kjer je državljanska vednost leta 2022 nižja, kot je bila državljanska vednost leta 2009. Hkrati vidimo tudi nekaj držav, kjer so te razlike pozitivne, in sicer kitajski Tajpej, Švedska, Poljska in pa Estonija, kjer je zaznana razlika, učenci imajo višjo državljansko vednost v letu 2022
kot so jo imeli leta 2019. Se pravi, če pogledamo samo ta dva cikla, dejansko so napredovali in še enkrat, kar se tiče Slovenije, Slovenija in pa skupaj z Slovaško sta edini državi, ki beležita slabši dosežek v letu 2022, kot je bil dosežek učencev leta 2009. Prej sem omenjala zahtevnostne ravni. Mi nekako znamo določiti, seveda je na podlagi rezultatov, koliko učencev v posamezni državi pa doseže te zahtevnostne ravni. Prej je bila omenjena raven A kot najvišja zahtevnostna raven in raven D kot najnižja, in seveda potem imamo nekaj učencev, kot vidimo, skoraj v vsaki državi, oziroma se tudi v Hrvaški, ampak je ta delež precej majhen, tako da se ga niti ne poroča pod to najosnovnejšo ravnjo. Če pogledamo v bistvu te trende med letoma 2022 in 2016, vidimo, da na ravni A, se pravi to neko najkompleksnejše znanje, smo leta 2016 imeli delež ali pa 37% učencev, kar se je v letu 2022 zmanjšalo na 25%. Hkrati vidimo drug trend na ravni D ali pa pod ravnjo D v letu 2016 5% učencev, v letu 2022 se je ta delež učencev skoraj podvojil. Zdaj, če pogledamo pa, tako kot sem že prej, trende v nekem daljšem časovnem obdobju med letoma 2009 in 2022, vidimo, da učencev, ki so dosegali raven D ali pa so bili pod njo, je dejansko približno enako. Sprememba je pa bila pri teh višjih ravneh, gre za raven B in nad njo, se pravi tudi raven A, ti dve ravni pa dosega precej manj učencev kot v letu 2009. Državljanska vednost, lahko pogledamo tudi razlike glede na spol. V mednarodnem povprečju in tudi v Sloveniji so v prid dekletom, dekleta izkazujejo višjo državljansko vednost, je pa trend v bistvu, kar se tiče Slovenije, med cikli podoben. Kar se tiče socialno-ekonomskega statusa, če pogledamo posamezne spremenljivke, ki tvorijo ta kazalnik, ali pa če pogledamo socialno-ekonomski status kot celoto, vidimo tudi tukaj v prid učencem z višjim socialno-ekonomskim statusom. Zdaj, kaj sodi v socialno-ekonomski status? Poklic staršev, izobrazba staršev in pa število knjig doma. Tukaj vidimo tudi točke teh razlik glede na socialno-ekonomski status. V letu 2016 vidimo, da je bil ta razkorak 50 točk, v letu 2022 približno enak 49 točk. Priseljensko ozadje, tudi tukaj v Sloveniji in mednarodno, čeprav po določenih državah se razlikuje, ampak ko izračunamo mednarodno povprečje, je v prid nepriseljenskih družin, in sicer razlika 41 točk, v Sloveniji leta 2022 34 točk, in pa jezik doma. Jezik, ki ga pretežno govorijo doma, je v prid jeziku preizkusa. Konkretno v Sloveniji je bil preizkus znanja v slovenščini, in potem smo jih vprašali v bistvu, ali pa izračunali, kakšna je ta razlika med učenci, ki govorijo doma pretežno slovensko, in učenci, ki govorijo doma katerikoli drug jezik. Razlika pri tem je 57 točk. Največje razlike tako pri priseljenskem ozadju kot pri jeziku doma so na Slovaškem, ki sem jo pa tudi že prej omenjala, mogoče za občutek. Pri priseljenskem ozadju na Slovaškem je razlika pri dosežku državljanske vednosti 98 točk, pri jeziku doma pa kar 111 točk. Prehajam nekako verjetno na eno bolj pozitivnih informacij ali pa rezultatov te raziskave, ki je, da so razlike med šolami pri državljanski vednosti v Sloveniji in na Norveškem najmanjše. Največje so na Nizozemskem in v Bolgariji, približno tako je bilo tudi
v letu 2016, med najmanjšimi po navadi in tudi v letu 2016, sicer takrat 2016 je šlo za manjše razlike, je imela Švedska in pa še nekatere druge skandinavske države, tukaj, kot rečeno, v Sloveniji v letu 2022 dejansko beležimo najmanjše razlike med šolami na tem področju. Z državljansko vzgojo, državljansko vednostjo se pogosto povezujejo tudi različna stališča do pomembnih vprašanj, ki jih imajo učenci o družbi in pa tudi pripravljenost za delovanje. Pa če si najprej pogledamo stališča, pa kje nekako, ne bom vsega niti brala, no, kje nekako Slovenija pri teh stališčih je. Nad mednarodnim povprečjem je, ko govorimo o pomenu konvencionalnega državljanstva, se pravi udeleževanja volitev in tako naprej, tudi pri kritičnih pogledih na politični sistem. Kjer ni bilo razlik za mednarodnim povprečjem, je bilo neko splošno zadovoljstvo s političnim sistemom v smislu ocene osmošolcev. Veliko stališča, pa veliko sklopov stališč je pa pod mednarodnim povprečjem, ko primerjamo Slovenijo z ostalimi sodelujočimi državami. Prej nisem povedala, v raziskavi leta 2022 je sodelovalo 22 držav, med njimi 19 iz Evrope in pa 2 referenčni udeleženki, dve regiji iz Nemčije. Skratka, pod mednarodnim povprečjem je podpora omejitvam v nacionalnih izrednih razmerah, pomen državljanstva povezanega z družbenimi gibanji, pomen globalno usmerjenega državljanstva, pozitiven odnos do varovanja okolja, podpora enakosti spolov in pa pozitiven odnos do priseljencev. Kar nekaj teh stališčnih odgovorov ali teh lestvic ali posameznih trditev je dejansko ne samo, da je tukaj pod mednarodnim povprečjem, ne, ampak se je celo v primerjavi z letom 2016 znižalo, včasih celo na raven leta 2009, ali pa je stanje še slabše, podobno, ne, kot smo videli pri državljanski vednosti. Delovanje, namera za delovanje nad mednarodnim povprečjem je pričakovano sodelovanje v nelegalnih dejavnostih, se pravi, ko primerjamo deleže učencev iz Slovenije z mednarodnim povprečjem, več naših učencev pričakuje, da bo v prihodnje sodelovalo v nelegalnih dejavnostih. Kako smo prišli do tega? Spraševali smo jih po različnih oblikah sodelovanja v prihodnje in pod nelegalne dejavnosti nekako sodijo, da bodo pisali po zgradbah, ustavljali promet, naselili zgradbo in tako naprej. Primerjaje z letom 2016 se je pri tej pričakovanem sodelovanju v nelegalnih dejavnostih povečal delež tako na mednarodni ravni kot v Sloveniji, ampak delež v Sloveniji v bistvu se je med vsemi sodelujočimi državami najbolj povečal, se pravi največ učencev izkazuje to namero v prihodnje. Seveda je zanimivo vedno pogledati, kdo pa so ti učenci. Gre za učence, ki imajo slabšo državljansko vednost in to je konsistentno po vseh državah. Tukaj, kot rečeno, ne izstopamo pa po tem povečanju deleža učencev, ki so poročali o tem. Ni pa razlik z mednarodnim povprečjem pri pričakovanem sodelovanju pri legalnih aktivnostih. Zanimivo, tukaj ni bilo razlik niti na državljansko vednost učencev, ne. In zdaj spet, če pogledamo, kje, pri katerih aktivnostih smo pa pod mednarodnim povprečjem, gre za razpravljanje o političnih in družbenih vprašanjih ter o dogajanju v drugih državah, ne, se pravi, kako pogosto se z starši in vrstniki pogovarjajo o političnih, družbenih vprašanjih, tudi o dogajanju v drugih državah. Kot rečeno, naši učenci nekoliko manj, kot je to značilno za mednarodno povprečje.
Res pa je, da se več pogovarjajo tisti, ki imajo višjo državljansko vednost, ki kažejo večji interes za državljanska vprašanja, te stvari se nekako ponovijo, ne sicer pri vseh stališčih, ampak pri kar nekaj njih. Nižja je digitalna angažiranost naših učencev, kljub temu, da so nekoliko bolj angažirani fantje in pa tisti, ki imajo večji interes za državljanska vprašanja, ampak zanimivo, bolj so angažirani učenci, ki izkazujejo nižje ravni državljanske vednosti. Pri državljanski angažiranosti gre za objave ali pa deljenje objav na spletnih medijih preko digitalnih tehnologij, no, bom rekla tako, ali pa všečkanje za take dejavnosti. Državljanska samoučinkovitost prav tako nižja. Na mednarodni ravni pri državljanski samoučinkovitosti opažamo med letoma 2009 in 2022, da se je ta zaznava nekoliko povečala. V Sloveniji te razlike ni, s tem, da te razlike niti ni bilo v letu 2016. Potem pripravljenost na sodelovanje v šolskih dejavnostih, potem pričakovano sodelovanje v okoljevarstvenih dejavnostih, še 10 minut, ok, hvala. Pričakovana udeležba na volitvah, takrat, ko bodo imeli volilno pravico, ne, ta pričakovana udeležba na volitvah je dejansko za Slovenijo celo nižja, kot je bila leta 2009. Pričakovana aktivna politična participacija je tudi pod tem povprečjem. Zdaj, raziskava ali pa nekaj rezultatov raziskave, ki so se mi zdeli prav tako zanimivi, ker nekako orišajo ta, bom rekla, šolski ali pa, ja, predvsem šolski kontekst. In sicer šolska in razredna klima, v bistvu percepcija odprtosti razprav v razredu, da učitelji spodbujajo izražanje mnenj, da učenec predlaga razpravo o tekočem političnem dogajanju ali pa da izraža mnenja, kljub temu, da se njegovo mnenje razlikuje od večine mnenj drugih. Se pravi, gre za oba deležnika, tako učitelja kot učenca, pa njegovo aktivnost je precej pod mednarodnim povprečjem v letu 2022. Hkrati je nižje od leta 2016, in spet se vrnemo na tisto, hkrati je tudi ta percepcija odprtosti razprav v razredu nižje, kot je bila leta 2009. Pod mednarodnim povprečjem smo tudi pri dojemanju odnosov učenci in učitelji na šoli. Spet velja neka relacija učenec-učitelj, vendar tudi relacija, kako se druge relacije, zanimanje za dobro počutje učencev in tako naprej, precej pod mednarodnim povprečjem, je pa ta odnos spet se vrnil nekako na leto 2009. Učenci, ko smo jih spraševali, kako dobro po njihovem mnenju so se vsej zmerno, če ne dobro naučili določenih tematik, so skoraj da pri vseh temah precej nad mednarodnim povprečjem, se pravi, da jih več ocenjuje, da so se nekih teh vsebin bolje naučili. Je pa tudi področje, ki je pod povprečjem, in sicer tema, kako varovati okolje. Leta 2016 nas je, bom rekla, so nas presenetila precej negativna stališča ali pa predvsem delež teh stališč med osnovnošolci v Sloveniji, in sicer o različnih grožnjah za prihodnost sveta. Nekaj je bilo okoljskih, nekaj je bilo konfliktov v svetu in tako naprej. Tudi tokrat smo pogledali to primerjavo. Res je, da zdaj več ni tako velikega odstopanja pri večini teh stališč, odstopanja z njihovimi vrstniki v drugih sodelujočih državah. Res pa je tudi, niso toliko spremenili stališč učenci iz Slovenije, bolj so jih spremenili stališča učenci iz drugih držav. Več učencev v drugih državah se to zdi, te zadeve zdijo kot grožnja sveta, kot pa je bilo to značilno za pretekle cikle. Zaupanje v institucije, vladi, državnemu zboru, sodiščem, tradicionalnim medijem
je padlo je tudi mednarodno, ne, manj je tega zaupanja, ampak za Slovenijo je značilen tudi večji padec, se pravi manj zaupanja v te institucije v primerjavi z letom 2016. Tudi učitelji opažajo in poročajo o poslabšanju medvrstniških odnosov, s tem, da na drugi strani so tudi poročali o večjem, pogostejšem sodelovanju z učitelji, takrat, ko rešujejo konflikte, ki se pojavljajo med učenci. Nekaj tem, pri katerih se učitelji ne počutijo tako gotovi ali pa povejo, da niso tako dobro pripravljeni pri poučevanju, kljub temu, da so bili na usposabljanju oziroma so bile to v veliki meri tudi teme, ki so bile vključene v njihovo izobraževalno pot, se pravi, ko so študirali, pridobivali kvalifikacijo za učitelja, vendar vidimo v bistvu precejšnje razlike, posebej še pri eni temi, globalna skupnost in mednarodne organizacije, kjer se precej manj naših učiteljev počuti, da so dobro pripravljeni za poučevanje te teme. Hkrati s to temo so tudi migracije, ki so se kot najbolj kritične pokazale že leta 2016. Mogoče samo še to, velikokrat v vprašalnikih se pojavlja tematika bodisi trajnostnega razvoja, bodisi vzgoje in izobraževanja za globalno državljanstvo, kjer šole poročajo bodisi o manj tovrstnih aktivnosti ali pa učitelji o manj priložnosti učencev za učenje o teh vprašanjih, in tudi še ena tema se pogosto izpostavlja, raznolikost. Kar se tiče te percepcije zaznave, ne, kje se ali pa pristopov državljanske vzgoje, ne, več kot polovica držav sodelujočih v tem ciklu ima, tako kot mi, urejeno državljansko vzgojo v sklopu posebnega predmeta, pa potem tudi kot celotno delovanje šole ali pa vsebine v različnih predmetih in tako naprej. Res pa je, da naši ravnatelji, ko jih sprašujemo o tem, so precej pod mednarodnim povprečjem pri dojemanju ali pa pri poročanju tega, da gre za teme ali pa da je državljanska vzgoja seveda tudi zraven predmeta integrirana v humanistično-družboslovne predmete ali pa celo v vse predmete na šoli. Zdaj, kar se tiče nadaljevanja, pa bom res zaključila v bistvu, tukaj je ta koda, ne, kjer so rezultati vendarle nekoliko podrobneje razloženi. Kmalu pride tudi nacionalno poročilo, ki bo prav tako objavljeno na spletni strani Pedagoškega inštituta, in preko te kode dejansko se lahko tudi dostopa. Kar se tiče dokončanja cikla raziskave, ne, rekla sem, zdaj predstavljamo prve rezultate, glede na to, da je bilo velika večina držav iz Evrope, smo tudi tokrat nekako skonstruirali še en poseben dodatni vprašalnik za učence, Evropski regionalni modul, ne, kjer nas zanimajo pa res te vsebine, ki mogoče niso tako v interesu drugim sodelujočim državam iz drugih kontinentov, so pa v interesu Evrope kot take in seveda tudi Evropske unije. To bomo poročali februarja 24, načeloma 22. februarja, se pravi čez 3 mesece, ne, nekaj takega. Kar se tiče Pedagoškega inštituta, nekoliko smo okrepili tudi produkcijo gradiv za učitelje, takih krajših sporočil, ne, tako da jim ne bo treba brati dolgih tekstov, ne, da bodo v bistvu že na prvi pogled zelo hitro vidne določene razlike na določeno temo, ne. Zdaj najprej začnemo z temo okoljske trajnosti. Zelo podobno, maja smo recimo imeli predstavitev raziskave o bralni pismenosti, podobno se bomo lotili tega tudi pri področju bralne pismenosti, ne, kjer bomo učiteljem na 2-3 straneh v bistvu pokazali rezultate, ki se zdijo v drugih izobraževalnih sistemih, ne, katere učne strategije, bralne strategije so uspešne v drugih sistemih, kako so uspešne pri nas, ne, tako da si bodo lahko čisto konkretno tudi pomagali z temi mednarodnimi rezultati in pa seveda poglobljene sekundarne analize, ki bodo nekako bolje, globje pokazale
kaj dejansko ti rezultati pomenijo v slovenskem prostoru, pa tudi v mednarodni primerjavi. Tako da to je to, več časa žal nimam, drugače bi ga izkoristila. Najlepša hvala Evi za te izčrpne informacije in podatke. Naj tudi povem, da vas na spletu kar nekaj spremlja tale dogodek oziroma prvo razpravo. Zdaj pa bi vprašala vas, gospa državna sekretarka, in sicer, kako zdaj vi komentirate te prve rezultate, ki smo jih ravnokar slišali, in seveda, ali mogoče lahko predstavite tudi že neke prve ukrepe, ki so že v teku, ki že potekajo. Hvala lepa, hvala za besedo. Najprej res ena velika zahvala šolam, ki so se odzvale v tako velikem številu, tako da če primerjamo državljansko aktivnost in pa odzivnost na to raziskavo, nekako ni čiste korelacije, ne. V bistvu so ti prvi rezultati zagotovo zelo pomenljivi za šole, ki so bile vključene, kot za celoten sistem in deležnike, ki se prepletajo v tem okolju. Zdaj seveda lahko zelo iskreno rečemo, da rezultati niso dobri, so pa dobra priložnost za razmislek in pa za izboljšave, a ne. In lahko rečemo tudi, da nas niso ti rezultati našli nepripravljenih, sploh v luči rezultatov majskih rezultatov raziskave PIRLS. In so pa tudi primerljivi z rezultati nacionalne evalvacijske študije. Bomo pa seveda jih lahko ogledali si tudi v luči nacionalnega preverjanja znanja, ki je v preteklem šolskem letu potekalo tudi iz predmeta domovinska in državljanska kultura in etika, in nam bo to nudilo še en dodaten vpogled. Zdaj, predno se lotim nekih ukrepov, a ne, mogoče samo trenutno stanje, kje trenutno smo. V osnovni šoli imamo redni predmet, domovinska in državljanska kultura in etika, ki se izvaja v 7. in 8. razredu, in pa učenci imajo tudi možnost izbrati obvezni izbirni predmet, državljansko kulturo. Medtem ko v srednji šoli pa imamo obvezen vsebinski sklop aktivno državljanstvo, ki pa je umeščen tudi med druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Zdaj, seveda v luči vseh teh sprememb, ki ta trenutek potekajo, imamo v pripravi smernice za vodenje oddelčne skupnosti, različne aktivnosti za krepitev usposobljenosti razrednikov, projekt za usposabljanje učiteljev za medkulturno kompetenco. V sklopu prenove nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja je opredeljen skupni cilj, ki se imenuje jezik, državljanstvo, kultura in umetnost, in zajema to vsebino in jo prepleta po vertikali in medpredmetno. In pa tudi ne le v obveznem programu, ampak tudi v razširjenem programu osnovne šole je zelo pomemben drugi vsebinski sklop izmed treh, ki naslavlja kulturno in državljansko vzgojo. Tako da mislim, da to zadevno, a ne, so vsebine zelo bogato prepletene. Zdaj, seveda je pa veliko vprašanj, ne, odpirajo ti rezultati, ne, padla je vednost, padla je zavzetost, spreminjajo se stališča, mogoče ne ravno v tisto smer, kamor bi mi želeli. Delno lahko mogoče ta zdrs pripišemo zaprtju šol, delno je lahko to odsev družbenega dogajanja. Vsekakor bi si pa želeli več vključevanja učencev v življenje in delo na različnih ravneh. Naj si bo to družine, oddelčne skupnosti, šole, lokalne skupnosti in seveda potem tudi na nacionalni ravni. Tukaj bi mogoče še izpostavila eno področje, ne, veliko govorimo o bralni pismenosti in ta je tudi temelj za državljansko in politično pismenost, tako da stvari so zelo prepletene, zelo kompleksne in jih je pač potrebno razumeti iz več zornih kotov. Veseli me, da so razlike med šolami majhne v Sloveniji. To je nekaj, kar pomeni, da skrbimo za sistem tako v celoti, skrbimo za enake možnosti otrok in pravičnost, in tukaj je neka velika pohvala tudi sistemskemu delovanju in želimo to pač ohranjati. Seveda pa velja velik razmislek o vzgojnemu delovanju šol. Nam ta raziskava lahko ponuja veliko nekih izhodišč,
razumevanja vedenjskih vzorcev, stališč, vrednot učencev in na tej podlagi lahko razmišljamo tudi o tem, kako bodo šole ravnale na področju vzgoje, ne le izobraževanja. In lahko pa rečemo, spet tudi, da se razlikujejo seveda stališča učencev, učiteljev in ravnateljev in tudi to je pomembno nasloviti in se v to poglobiti, ampak konec koncev pa raziskava nam nastavlja ogledalo in nas nagovarja k razmisleku in delovanju, začeti mora pa vsak pri sebi. Hvala lepa. Najlepša hvala za prvi odziv. Nadaljujemo z magistro Klavdijo Šipoš, svetovalko za področje državljanske vzgoje pri Zavodu za šolstvo. Glede na to, da pri vas tečejo učne prenove učnih načrtov, kako pa pri vas ocenjujete pravkar slišano? Hvala za besedo. Mogoče bi se kar nekako nadgradila misli, ki jih je pričela gospa državna sekretarka. Zdaj smo v procesu kurikularne prenove, kjer dejansko naslavljamo skozi skupne cilje ravno vsebinske poudarke na eni strani, na drugi strani pa tudi odnosne kompetence skozi učne načrte. Skupni cilji so poimenovani skupni z namenom. To so tisti, ki so v bistvu skupni celotni vzgoji in izobraževanju in izhajajo iz ciljev vzgoje in izobraževanja v naši državi. Kar pomeni, da se predvideva oziroma smo v tem procesu, da bodo ti skupni cilji umeščeni tako skozi cilje samih predmetov, ne kot privesek, ampak lepo vpleteni v same vsebine, skozi didaktična priporočila, se pravi skozi pristope, ki jih tudi raziskava državljanske pismenosti nekako osvetljuje, se pravi poudarek na participaciji otrok, vključenosti. Mogoče bi izpostavila tukaj vse te tri skupine skupnih ciljev, ki jih tudi pokriva raziskava. To je področje trajnostnega razvoja. Področje trajnostnega razvoja ima tudi dejansko skozi skupne cilje naslavlja participacijo na 3 ravneh. Individualno iniciativo, to politično angažiranost, hkrati pa tudi kolektivno ukrepanje. Tukaj je priložnost. Potem druga skupina skupnih ciljev naslavlja znotraj te skupine digitalno državljanstvo, se pravi participacijo z namenom nekega političnega delovanja, in tretja skupina ciljev nastavlja to, kar ste že vi rekli, državljansko delovanje, se pravi delovanje, vednost in pa prevzemanje, bi rekla, človekovih pravic, koncepta človekovih pravic in dolžnosti kot temeljnih vrednot in osnove državljanske etike. To je zelo pomembno. Hkrati tudi naslavlja aktivno državljanstvo in politično angažiranost, se pravi razbijanje negativne podobe politike kot take. Politično delovanje ni samo konvencionalno, ampak je tudi širše družbeno. Hkrati je tukaj tudi zelo pomembno področje dobrobiti, ki jih naslavljamo skozi skupne cilje. Se pravi, gre za eno tako kompleksno stvar, ki bo neposredno umeščena skozi učne načrte. Po vertikali, se pravi skozi celotno vertikalo od prvega razreda do konca srednje šole. To je prvo področje, ki bi ga izpostavila. Drugo področje, ki bi ga izpostavila, je pa nedavna umeščenost aktivnega državljanstva v srednje šole. Z lanskim šolskim letom se je pričelo izvajati v vseh programih, kar ni zanemarljivo, zaradi tega, ker je državi na ravni sistema uspelo umestiti državljansko vzgojo pod imenom aktivno državljanstvo v programe tako srednjega poklicnega, srednjega strokovnega kot gimnazijskega izobraževanja. Se pravi, ko ste prej izpostavili enake možnosti in pravičnost, s tem je nekako zagotovljeno, da vsi dijaki drugih oziroma tretjih letnikih in v izjemi tudi drugih letnikov v srednjem poklicnem programu
prejemajo, dobivajo vsebine državljanske vednosti, hkrati bi pa tukaj izpostavila, da je koncept aktivnega državljanstva nekoliko drugačen in je zasnovan kot obvezni vsebinski sklop z učnim načrtom oziroma s katalogi znanja, se pravi s cilji in standardi znanja, vendar predvideva drugačne oblike, ki omogočajo takšno delovanje dijakov, da so v središču učnega procesa v smislu, da jim tudi organizacijske oblike, ki so priporočene, da jih šole organizirajo, omogočajo, da so v celoti aktivni kot državljani, se pravi, načrtujejo aktivnost, jo izvajajo in hkrati tudi reflektirajo. In ta refleksija je izredno pomembna za nadaljnje delovanje skozi aktivne oblike pouka. Tukaj bi še poudarila ta vidik, da v letošnjem šolskem letu izvajamo spremljavo aktivnega državljanstva v srednješolskih programih in tako nekako ob koncu naslednjega leta bodo pa tudi na tem področju rezultati. Mogoče še, ker ste omenili nacionalno preverjanje znanja, Državna izpitna komisija je sprejela poročilo. Gre za isto generacijo otrok, ki so bili nekako v vzorcu ICCS raziskave. Leta 22, leta 23 leto so podpisali, seveda ne gre vedno za iste otroke, v deležu pa. Je pa res, da pač je nacionalno preverjanje znanja ima drugačne cilje kot raziskava in tam se preverja vednost na taksonomskih ravneh, ne pa stališča in odnos. Ivan, bi dala nekaj dodala? Nekaj na kratko samo, to sem pozabila povedati, pa je ključno. Gre za rezultate, ki so reprezentativni, tako da res lahko govorimo o stanju osmošolcev v Sloveniji, samo to, kar se tiče ICCS-a. Bi na tem mestu Klavdija še kaj dodala ali gremo naprej? Okay. Gospod Sardoč, vi ste dejansko res velik poznavalec tega področja. Kje pa vi recimo vidite možnosti za izboljšave? Rečenega je bilo že veliko, kakšni so ukrepi, kaj vse se pripravlja znotraj učnih načrtov pri prenovi. Kje so potem dejansko te realne možnosti za izboljšave? Hvala za besedo in za predstavitev. Jaz bi rekel tako, možnosti je vedno veliko, kar se tiče tega. Jaz, glede na te izkušnje na področju državljanske vzgoje, tudi ta koordinator, ki sem vlogo koordinatorja pri Svetu Evrope svoj čas, izobraževanje za demokratično državljanstvo projekt, je na nek način ponudil ta insight oziroma vpogled, da ima Slovenija področje državljanske vzgoje zelo zgledno pokrito. Če gledamo v primerjavi tako z našimi vzhodnimi kot zahodnimi sosedi, smo zelo pogosto veljali kot primer dobre prakse, kako je državljanska vzgoja na ravni umeščenosti v kurikul, na ravni izobraževanja učitelji, na ravni mednarodnega sodelovanja, na ravni, nenazadnje tudi rezultatov učencev, smo vedno veljali za nekakšen zgled. Ampak jaz bi rekel, da so rezultati te raziskave pravzaprav prišli v pravem trenutku, zato ker so spremembe na področju državljanske vzgoje vsebinske tako velike. Če pogledamo zadnje desetletje, na nek način se je zdelo, kot da vse smo državljansko vzgojo absolvirali in dajmo se zdaj ukvarjati z drugimi stvarmi, v narekovajih bolj pomembnimi. To se pravi drugi deli kurikula. Ampak pokazalo se je, da je vse to, kar je od migracijskih valov, do polarizacije, do populizma, do krčenja državljanskega prostora, do radikalizacije, do terorizma, do nasilja, do političnega nasilja, nenazadnje tudi kot takega, digitalizacije in s tem povezana potem e-demokracija in digitalno državljanstvo, na nek način pokaže, da so bile ravno v zadnjem desetletju, ali pa še manj, 5 let, spremembe tektonske. Tako da ravno za to področje. Če smo rekli, človekove pravice, vladavina prava, demokracija, to se pravi ti 3 temeljni stebri, tudi vsebinskega področja državljanske vzgoje, se je na nek način pokazalo, da je treba zadeve ponovno premisliti. Da je treba na nek način nek dodaten napor, tako
vsebinski kot metodološki, kot ne nazadnje, potem tudi pedagoški, da je treba tem stvarem dati neko dodatno pozornost, da se je treba pač tega delovanja na področju demokracije in človekovih pravic, ne nazadnje tudi vladavine prava, da tega boja nikoli ni konec. To se pravi, da je treba za te stvari skrbeti. Tako da glede samih rezultatov, na nek način meni sporočajo dvoje. Zdaj, a jih mislimo samo v okviru šole, so internalistične teze, ali jih bomo mislili na podlagi eksternalistične teze. To se pravi, da je za te rezultate, da za temi rezultati stoji tudi neka širša družbena realnost. In tukaj je, to se pravi, potrebno te stvari, tako kot recimo pri problematiki nasilja. A je nasilje res samo, ne vem, nasilje v medijih se res samo problem medijev, a je nasilje med vrstniki res samo problem tistega intersubjektivnega odnosa. Tako da tukaj je, po mojem, ključna zadeva tale. In pa, kar je po mojem najbolj pomembno, je, kar kažejo ti rezultati, kar je tudi dr. Eva Klemenčič izpostavljen, kar je bilo potem s to prispodobo o ogledalu državne sekretarke na nek način nakazano, imamo pravzaprav dve ogledali. Eno je, in tukaj imamo to, dosežki, to se pravi, raven kakovosti je padel. Ampak raven pravičnosti, to se pravi, razlike med šolami pa ne. To se pravi, ta dualnost pravičnosti in kakovosti, se pravi, te rezultate potrebno misliti ravno v tem kontekstu. In morda je, če se pravi ta najava sekundarnih analiz, lahko gre to se pravi tudi v to smer. To se pravi, da je dobro sporočilo te raziskave ta, da je pravičnost šolskega sistema, če tudi je kakovost lahko nekoliko opešala, je pa vseeno visoka. In morda se je treba tukaj ravno v to, v prihodnje, to se pravi, usmeriti v to. Tako da toliko zelo na kratko okoli tega, kar bi recimo veljalo še izpostaviti, je, da je verjetno te stvari treba misliti celovito. To se pravi, kako izobraževanje učiteljev, gradiva, zato da bo potem prišlo do teh rezultatov tudi na ravni šolske prakse. Kot sem rekel, to se pravi, državljanska vzgoja pri nas, lahko bi trdili, vedno smo lahko boljši ali pa vedno imamo lahko stvari boljše urejene, ampak je zagotovo zgledno urejena. Tudi kolegica iz Zavoda za šolstvo, magistra Klavdija Šipuš, izpostavlja, to se pravi to, ne samo v osnovni šoli, tudi v srednjo šolo smo stvari vključili, tako da tukaj je zagotovo to korak naprej. Najlepša hvala. Ja, zagotovo gre tukaj pri participaciji nekega aktivnega državljanstva, bomo rekli tudi temu, oziroma si mogoče drznem reči za neko kolektivno zavest, neko kolektivno tudi družbeno odgovornost, ki je kot družba stojimo. Na tem mestu pa vabim, da se nam priključi gospod Gruden. A se slišimo? Ja, jaz vas slišim. Upam, da vi slišite mene. Ja, odlično, vidimo vas tudi. Samo preverjam, če tudi preko Zooma vse funkcionira. Ok, odlično. Naslednje leto, gospod Gruden, imamo evropske volitve in zdaj glede na to, kar smo slišali, oziroma kar je sama raziskava pokazala, mladih participacija v resnici v tem političnem odločanju v resnici ne zanima prav veliko. Tudi podatke raziskave izražajo, da imajo manj namer, da se bodo volitev kot odrasli kasneje tudi sploh udeležili. Kako to komentirate, oziroma kakšen je tudi vaš odziv, kar ste slišali, glede na to, da je referenčni okvir kompetenc za demokratično kulturo trenutno med osrednjimi projekti Sveta Evrope na področju izobraževanja? Ja, najlepša hvala za vabilo in možnost, da se spoznam z rezultati te zelo zanimive raziskave. Najprej bi pozdravil to, da Slovenija sodeluje od samega začetka. Mislim, da je zelo pomembno, da s tem dobi sliko o tem, kakšno je stanje v Sloveniji, da se lahko primerja z drugimi, da lahko identificira, kje so težave, kje so slabosti in da vidi, kako gre naprej. Kar se vašega vprašanja tiče, te raziskavi seveda gre za populacijo, ki še ne bo volila, osmošolci, po drugi strani pa dvomim, da bi bila slika pri njihovih starejših, pri generaciji, ki je stara 17-18 let in ki bo volila, ki bo kmalu volila, ki je bistveno drugačna, bistveno boljša. Glede evropskih volitev, jaz mislim, da
evropske volitve so zelo pomembne, ampak gre za vprašanje, ki si jih moramo postavljati glede katerih koli volitev, kjerkoli v Evropi in tudi kje drugje. Ne. To so vprašanja, ki nas zadevajo ne samo skozi evropske volitve, ampak tudi skozi volitve, ki jih imamo na nacionalnem nivoju in kjer vse pogosteje vidimo, do kakšnih rezultatov lahko pripeljejo. Ne samo zaradi mladih, jaz mislim, da je to pomembno poudariti, ampak tudi zaradi odnosa, ki ga imajo mladi do institucionalne demokracije in do pomanjkanja zaupanja. Zdaj, vse to poteka v eni situaciji, ki traja zdaj že kar nekaj časa, ki ga je generalna sekretarka Sveta Evrope opisala kot nazadovanje demokracije in rekla, da demokratično okolje in demokratične institucije v bistvu so v enem vrtincu medsebojno spodbujanega padca, ki lahko pripelje do zelo dramatičnih posledic in tudi trajnih posledic za demokracijo. In da bi odgovorili na to, so se šefi držav in vlad maja srečali v Reykjaviku, da bi našli odgovore na ta padec demokracije. Omenjam pa to zato, ker je bil eden od glavnih odgovorov, ki so ga našli, ravno izobraževanje za demokratično državljanstvo. Kot eden od glavnih načinov, kako lahko evropske države, ne samo evropske, ampak evropske države v kontekstu Sveta Evrope najdejo odgovore, učinkovite odgovore, da spremenijo trende, da rešijo to resno krizo demokracije, ki jo doživljamo že nekaj časa. To je samo po sebi zelo pomembno, da imamo to priznanje na tako visokem nivoju političnem, ker dejansko v zadnjih 20-30 letih smo na tem področju naredili premalo, investirali premalo. Zdaj jaz ne moram in ne želim komentirati situacije prav v Sloveniji, zelo me veseli tisto, kar sem slišal, da je bila Slovenija zelo dolgo za zgled, ampak na splošno gledano na evropskem področju to ni bilo nekaj, kar je bilo smatrano kot ključnega pomena za trajnostno ohranjanje demokratičnih sistemov, ker se je pričakovalo, da bodo nove generacije nekako same po sebi organsko prevzeli te vrednote in podpirale ta sistem in se s tem na koncu niti treba več zelo pretirano ukvarjati. Kam je lahko to pripeljalo? Ne samo to, tudi drugi faktori je razvidna situacija, v kateri živimo. Kako se tega lotiti zdaj, ko imamo to odločitev, je malo težje. Prvič zato, ker vseh problemov ne moremo rešiti skozi izobraževanje. To je izjemno pomembno, ni pa edini način, ker to ne poteka v vakumu. Cilj izobraževanja za demokratično državljanstvo so državljani, mladi, ki so angažirani, odgovorni, aktivni državljani, kritični mislici, ki imajo zaupanje v demokratične procese, demokratične institucije, ki so socialno angažirani, okoljsko ozaveščeni in odprti za kulturno in jezikovno raznolikost. In zdaj, če se vprašamo, koliko ti cilji in te vrednote odražajo dejansko splošno stanje v družbi ali pa v družbah, znotraj katerih mi organiziramo to izobraževanje. V bistvu živimo v eni situaciji, kjer otrokom dopoldne učimo, tepamo v glavo, kako je zemlja okrogla, potem pa pridejo ven, pa vidijo, da je večina odraslih flat eartherjev ali pa vse več odraslih flat eartherjev. Tega učinka ne smemo podcenjevati. Če govorimo samo o enem od teh ciljev, kritično misleči državljani, ki imajo zaupanje v demokratične procese, demokratične institucije, že tukaj vidimo, da je ta izguba zaupanja, ki ne velja samo za mlade, ampak velja tudi na splošno, pri mladih še dodatno dimenzijo, ker je pač pri njih še dodaten strah pred negotovost, pa celo strah pred prihodnostjo, tudi zaradi okoljskih sprememb in drugih, da ima ta zelo negativne posledice za te cilje, ki jih želimo doseči, ker dejansko eno teh temeljnih kompetenc kritično razmišljanje postane nekaj čisto drugega, ker kritično razmišlja tisti, ki ne zaupa institucijam
in procesom. Tako da to so zapleteni izzivi, ki jih ne bomo mogli rešiti zgolj skozi izobraževanje, ne? Ker niso odvisni zgolj samo z izobraževanjem. To ne zmanjšuje pomena, jaz mislim, da je ključnega pomena, kaj se dogaja v šolah, kaj lahko prenesemo, naredimo skozi izobraževanje, pa edino. Druga, se bom zelo kratek, druga stvar je, da gre za kompetence, ki se jih ne moramo samo naučiti, priučiti, ampak zato, da je cela stvar učinkovita, je treba imeti tudi priložnosti, da se jih uporablja. Zelo veliko govorimo o angažiranosti, participaciji, ampak je treba tudi razmišljati in govoriti, investirati, ustvarjati priložnosti, da učenci to svojo angažiranost in to svojo participacijo imajo možnost nekje uporabljati. Ker če ne, brez tega dejansko to ima negativne posledice in na njihovo motiviranost, prepričanost in na koncu koncev na njihov odnos do vsega tega. Tako da ena od stvari, ki jih zelo poudarjamo v Svetu Evrope, seveda je tudi način oziroma demokratično in participativno upravljanje šol, ki daje, skozi katerega imajo tudi učenci, pa tudi starši, učitelji, ravnatelji možnost medsebojno sodelovati in na ta demokratični način, skozi katerega imajo učenci dejansko priložnost spoznati, kaj to pomeni in kaj prinaša te vrednote in te kompetence in to državljanstvo. Tretji, zadnji element, ki bi ga pa še omenil, pa ta, da je nakljub vsemu, da imamo že zelo veliko dela, veliko izkušenj, veliko dobrih primerov, se imamo še vedno zelo veliko za naučiti tudi o tem, kako izobraževati za demokratično državljanstvo. Vi ste omenili referenčni okvir kompetenc za demokratično kulturo, to je dejansko naš, bi rekel, jaz ga imenujem včasih švicarski nož, ker je pač tako dosti pragmatičen, se lahko uporablja v zelo različnih kontekstih, ampak od leta 2016 pri njem, pri ustvarjanju so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, dr. Pavel Zgaga in drugi. To še vedno ostaja dejansko ta naš najpomembnejši instrument, s katerim želimo pomagati državam članicam pri organizaciji njihovega izobraževanja za demokratično državljanstvo. Je pa pomembno to, da smo dejansko prišli do spoznanja, da je navkljub vsem tem izkušnjam, praksam, znanjem, poizkusom še vedno ogromno prostora, kjer je treba najti boljše rešitve ali pa bolj organizirati tisto, kar že obstaja. To se po eni strani vidi tudi iz raziskave, kjer so recimo učitelji izrazili, da so bili manj dobro pripravljeni pri nekaterih zelo pomembnih področjih. Tako da zaradi tega so ministri za izobraževanje držav članic, ki so se zbrali septembra, med njimi tudi slovenski minister, ki je bil tam uvodni govornik o izobraževanju za digitalno državljanstvo, tudi sprejeli odločitve, pomembne odločitve, in med njimi bi izpostavil in s tem tudi končal predvsem začetek priprav na okvirno konvencijo, Evropsko okvirno konvencijo o evropskem prostoru za izobraževanje za demokratično državljanstvo. In ideja je pravzaprav sorazmerno preprosta, skozi kodifikacijo tistega, kar obstaja, najprej zbrati, kodificirati tisto, kar že obstaja na tem področju, standardi, prakse, ki že obstajajo, zapolniti luknje, vrzeli tam, ki bi jih identificirali, in potem skozi to omogočili državam članicam, ministrstvom, drugim sodelujočim v izobraževalnih procesih, da potem se iz tega, na podlagi tega potem iščejo nove, boljše rešitve na tem področju. Šlo bo za okvirno konvencijo, to pomeni, da ne bomo iz Strasbourga odločali in usmerjali o tem, kako bi morala vsaka država članica te stvari urejati znotraj, ampak samo postavlja neke splošne okvire, splošne standarde, ki potem lahko vsaka država članica vzame in uporabi v skladu z lastnimi specifičnimi pogoji, prioritetami in potrebami. Tako, zdaj bom pa končal, ker mislim, da sem bil že malo predolg. Najlepša hvala. Hvala tudi vam. Na tem mestu mogoče kakšne replike strani
omizja. Mogoče tudi kakšno vprašanje iz občinstva že, glede na slišano? Ne. Hvala, gospod Ruden, za vaš ta prvi odziv. Ko sem se takole Ja, prosim. Ali je možen še kakšen prispevek diskusiji ali vprašanja, da ne bom kaj narobe rekla? Ne, lahko zastavite vprašanje, seveda. Ne, ravno pravim, ali lahko prispevek k razpravi o teh vprašanjih. Ja, lahko. Kar izvolite. Ja, saj verjetno. Lahko dobimo mikrofon? Barica Merentič, Požarnik, nisem več aktiven Ne slišimo, mikrofon dati. Samo trenutek. Ali tale vaš lahko uporabljam? Ta ne bo v redu. Ta ne bo v redu, dobro. Eno misel bi rada, ja. Če lahko tukaj primaknete se k mikrofonu, da vas bodo na spletu, je več kot 30 ljudi. A ja, dobro, kot mislite. Toliko je bilo dobrega do zdaj rečenega, da sem rekla, moram nekaj stvari podati. Sem pazite, sem se opravljate. Evo, ste čez, ja, takole. Mikrofon je lahko prvi, požgati. Namreč večina idej, ki je bila v mednarodni primerjavi, pa tudi zdaj v razpravi izrečena, so se dotikali posebnih predmetov, posebnih dejavnosti, da bi pospešili res to državljansko vzgojo. Jaz bi pa rada poudarila, da se da veliko tega doseči z vključevanjem v vsakdanji pouk. Ne samo poseben predmet, poseben učbenik, posebne raziskave. Namreč demokratične vrednote, vrednota sodelovanja, kritičnega razmišljanja in še marsikaj tega je ne samo možno, ampak zaželeno vključiti v pouk. Ker sem preteklosti, mogoče zdaj drugače, ampak sem precej raziskav delala, kako pouk poteka in da je v veliki meri monološki, razlaga, potem pa spraševanje in tako naprej, in da se demokratične vrednote gradijo lahko predvsem v dialoškem pouku, kjer se upoštevajo mnenja učencev, se jih spodbudi k izražanju njihovih mnenj, k soočanju mnenj, k skupinskemu delu. Saj imamo tudi o tem raziskave, zanimivo je, da skupinsko delo je živo pri mlajših učencih, čim bolj gremo gor ali pa potem v srednje šole, ga je vedno manj. Ne bom se poglabljala, zakaj je tako. Pri tem interaktivnem, recimo, ste danes omenili kritično mišljenje, tukaj je zelo pomembno, ali učitelji znajo in tudi hočejo in tudi imajo čas sprožiti razprave o nasprotujočih stališčih, controversial issues. Tu jih imamo vse polno. Jaz bom zdaj mogoče bolj na okoljsko, ker sem se najbolj s tem ukvarjala, vendar kako narediti, da bodo učenci razpravljali, ali se voziti z avtom, ali z javnimi sredstvi, ali iti peš in tako naprej. Razpravljati tudi o razliki med stališči in resničnim ravnanjem. Okoljsko predlagala sem že v enem teh člankov, da bi učence navadili analizirati televizijske reklame. Koliko časa
reklamirajo avtomobile, reklamirajo sladkarije, meso, vse stvari, ki so okoljsko vprašljive, in koliko časa reklamirajo stvari, ki so okoljsko pomembne. Da omenim samo eno tako možnost. In seveda razpravo o nasprotujočih stališčih je treba znati voditi. Medtem ko pouk, ki poteka samo takole monološko, tukaj je razlaga, tukaj je učbenik, zdaj se pa naučite. Če zaključim s tem, in to seveda terja zelo dobro interaktivno, izkustveno izobraževanje, izpopolnjevanje učiteljev. Ne, da se jim napiše ali pove, kako naj delajo, ampak da na seminarjih oni res tako delajo, dobijo povratno informacijo na razne načine in tako dalje. Tako da ne bi, da povzamem glavno misel, da bi tele razprave oziroma vključevanje državljanske vzgoje ne potekalo samo z nekimi dodatnimi ukrepi, ampak da bi jih skušali vgraditi čisto v vsakdanji pouk, kar tudi v tujini se kaže kot ena od najboljših strategij, da pa to ni lahko. Monološki in tak tradicionalen pouk, ki ostaja bolj pri površinskem namesto globinskem učenju, pouk, ki nima res dobrih razprav o teh zelo težkih vrednotah, kako jih uveljaviti. Tak pouk seveda ostane res na površini. Toliko v tem dopolnitvi. Ja, hvala. Najlepša vam hvala. Ravno to, kar ste povedali, se reče odgovornost do kolektivnega oziroma tudi odgovornost do okolja. Mogoče tukaj zastavimo vprašanje vsem, kako recimo lahko mi tukaj kot družba, kot globalno, tisti, ki delujemo v prostoru, se reče, šola vsekakor ne more sama razrešiti vseh težav. Tukaj je potrebno tudi vključiti starše in tudi širše okolje. Kako vi ocenjujete, kje lahko tukaj na teh točkah mogoče vendarle vsi pripomoremo k temu, da se bo aktivno državljanstvo nekako tudi bolj prepoznalo, oziroma da se bodo učenci dejansko začeli tudi obnašati kot aktivni državljani, da bodo to vzeli za svoje. Kje lahko tukaj mogoče najdemo neke smernice? Pa mogoče začnemo kar z vami. Ena od stvari, ki je zagotovo pomembna, je to, se pravi, izkušnje, ki jih učenci imajo z vprašanjem človekovih pravic, demokracije, inštitucij in tako naprej. Tako da tukaj vidimo, to, kar je tudi gospod Gruden izpostavil, je tukaj zadeva precej bolj zapletena. Zdaj, zakaj učenci, na primer, zaupajo šoli kot inštituciji? Je to zato, ker je zaupajo tudi starši. Ker recimo učenci nekega neposrednega stika, oziroma mladostniki, oziroma mladoletne osebe, nekega neposrednega stika s političnim procesom, z inštitucijami nimajo. To se pravi, to dobijo posredno, preko staršev. To se pravi, da bi bilo treba morda učencem ponuditi neko priložnost, ali to skozi lokalno okolje, to so sodelovanje z mladinskimi nevladnimi organizacijami, da bi to, se pravi, iz te pasivne vloge prišli v neko aktivno vlogo na področju demokracije in da se s tem na nek način ta zadeva potem v narekovajih osmisli in dobi neko dodano vrednost. Tako da tukaj po moje je zagotovo, to se pravi, iz te pasivno aktivno vlogo oziroma iz tega posrednega stika v neposreden stik. Tako da tukaj po moje zagotovo pomembna.
razsežnost. Hvala. Morda damo gospe Klavdiji tudi mikrofon, da se bo lahko kasneje vključila. Mogoče temu se reče aktivno državljanstvo, ko lahko ljudje iz občinstva se tudi nam pridružijo za omizjem, a ne. Tako da tukaj v resnici prakticiramo nekaj, kar bi bilo mogoče dobro zmeraj se na ta način ukvarjati. Klavdija, izvoli. Hvala za besedo. Mogoče bi se kar nadaljevala to, kar je gospa Barica izpostavila, pa Mitja zdajle. Dejansko res je, politično participacija konvencionalna je oddaljena 14-letnikom. Izkušnje so tiste, ki jih učenci prenesejo, in vrednostni sistem, ki ga prenesejo, je izhodišče učenja, a ne. Šola je pa tista institucija, ki daje in mora dati tudi prostor za ta premislek in hkrati tudi spreminjanje stališč v smeri demokratičnega delovanja. Zdaj, najbolj učinkovite so dejansko res tiste aktivnosti, ki izhajajo iz izkustev otrok in pa njihovega ožjega okolja, a ne. In to je treba zagrabiti. Mogoče to, kaj se je izkazalo tudi skozi zadnji 2 nacionalni preverjanje znanja, bom čisto konkretna. Komisija je na RIC-u, za domovinsko in državljansko kulturo in etiko pripravljala skozi leta naloge in izkazalo se je, da so tiste naloge, ki so bližje učencem, se pravi izhajajo, upoštevajo njihov kontekst, v katerem so, se pravi šolsko, lokalno okolje, nekaj, na kar imajo občutek vpliva, na nekaj, kjer imajo občutek, da lahko participirajo, tudi zelo uspešno rešeno. Bolj, ko je neka realnost, družbena realnost oddaljena od njih zaradi starosti, zaradi razvojne stopnje, slabši so tudi potem nekako rezultati. Zato potrjujem to, da so priložnosti ravno v tem, da se skozi te izkustvene aktivnosti, v štartu skozi tisto, kar je njim blizu, potem gradi dalje in skozi dialog. Hvala lepa. Morda še vaša misel na to temo? Mislim, bi se kar navezala na misel gospe Klavdije Šipuš. Se pravi, tisto, kar je učencem blizu, na tisto naše izhodišče, kjer lahko nadgrajujemo, kar se pa tudi ujema z izsledki raziskave, kjer so učitelji potrdili, da dojemanje participacije učencev v lokalnem okolju je precej nad povprečjem na področju udejstvovanja v športnih in kulturnih dogodkih. Se pravi, to so neke vsebine, kjer otroci najdejo tudi pozitivne potrditve, ali pa bomo rekli učenci, mladostniki. Tako da to je zagotovo neko področje, na katerem je dobro izhodišče, humus, če tako rečem, na katerem lahko gojimo naprej. In tukaj imajo oni tudi močne vzornike, tako da je ta participacija tukaj lahko zelo živa. Hvala lepa. Gospod Gruden, še mogoče vi nadaljujete v tej smeri? Ja, jaz se lahko dejansko pridružim tistim, ki se govori pred mano. Najprej na sodelujočo iz občinstva. Absolutno mislim, da je izjemno pomembno poudariti to, da je treba imeti zelo odprt in pristop k temu, kako in na kakšen način prenašati ta znanja, te kompetence, te vrednote, in da je zelo pogosto in izjemno pomembno, da se to ne reducira samo na en predmet, ker je to še doda k tistemu riziku, da je vse skupaj videno na en tak zelo, rekel, mehaničen, dogmatski način znanja, ki ga dobiš in ga pol vrneš in na to pozabiš, ampak da so drugi predmeti, zgodovina, zemljepis, umetnost, v bistvu izjemno tuji jeziki, tisti, kjer so te možnosti za prenos teh znanj in teh vrednot očitni in jih je treba izkoristiti. Na pravi način, tudi to je zelo dobro opisala kot anekdota, jaz pa živim v Franciji, ko so se po zadnjih tragičnih dogodkih, v kateri je bil tudi ubit učitelj, odzvali na
francoskem izobraževalnem sistemu, kot so se morali, ker bi to pač tak zelo velik traumatičen šok, bilo napovedano, minister je napovedal, da bodo od zdaj naprej v francoskih šolah poučevali empatijo, in potem je eden od mojih otrok šel domov naslednji dan in je povedal, da se mora naučiti definicijo empatije. To je tak primer, ki ga jaz ne bi priporočil. To gre mogoče za situacijo, ki je nastala iz časovne stiske, neznane poznavanja. Jaz mislim, da je empatija izjemno pomembna, ena od ključnih kompetenc, ki jih je potrebno skozi to izobraževanje prinašati, je treba pa najti tudi pravi način. Še zadnje, glede tega, participacija in angažiranost na splošno zahteva kompetence, ki jih dobivajo skozi izobraževanje, zahteva, kot sem rekel, priložnosti, da se te kompetence uporabljajo, in tretje, zahtevajo motivacijo. In ta je včasih tudi najtežja, ker je povezana tudi z zaupanjem. Ampak če hočemo dejansko biti uspešni ali pa uspešnejši v tem, potem bomo morali misliti, razmišljati, investirati vse te tri sklope, ker samo skozi pridobitev kompetenc pač ne bo uspeha, ampak bomo morali tudi na drugih vidikih delati. Hvala lepa. Zagotovo so tukaj tudi zelo pomembne nevladne organizacije, s katerimi tudi šole veliko sodelujejo, tako da njih zagotovo ne gre zanemariti. Na tej točki morda še kakšno vprašanje iz občinstva ali še morda kakšen komentar? Eva, morda kot raziskovalka, bi še tukaj želela dodati? Ja, jaz sem previdela, da je bilo eno vprašanje v bistvu, pa bi na tega odgovorila, če lahko. Lahko, ja, seveda. Vprašanje kolega Šimenca o starosti učencev. Ali so tu kakšne razlike, ali so bile narejene dodatne analize in tako naprej. Najprej je treba povedati, da raziskava se osredotoča na zaključek 8. razreda. Načeloma ne glede na to, koliko so učenci stari, razen v enem primeru Norveške, in tudi vemo približno zakaj. V vseh ostalih izobraževalnih sistemih ali pa državah so sodelovali osmošolci. Res je, prihaja do določenih razlik, in sicer v mesecih, dnevih, tednih, kakorkoli. Opravljena je bila analiza, kajti v medijskem prostoru ali pa tudi včasih v strokovnem prostoru se pogosto slabim dosežkom potem zelo hitro pripne, saj naši učenci so pa, toliko in toliko meseci mlajši, kot to velja za povprečje nekih primerljivih držav ali kakorkoli. Analiza tokrat je, tako kot v letu 2016 in v letu 2009, je pokazala negativno povezanost pri tej raziskavi. Ne pravim, da ne obstajajo raziskave, kjer je starost večji učinek, večji vpliv. Pri tej raziskavi je tako in je stabilno v vseh ciklih in opravljena je analiza za vsako od držav, sedaj sodelujoči, pokazalo se je na mednarodnem povprečju negativna povezanost z starostjo, v smislu, mlajši učenci so bili pri državljanski vednosti boljši. Ta razkorak v nekaterih državah je bil velik, med starostjo po mesecih, znotraj razreda, znotraj 8. razreda, izjemno velik je bil razkorak Nizozemska, Slovaška, Francija. Tudi v Sloveniji je bil ta razkorak, da so tisti, ki so bili nekaj mlajši, v bistvu bili dejansko boljši pri državljanski vednosti, ampak ne tako kot nekaj na sredini je bilo to. Tako da seveda je to odvisno tudi od politik, kako hitro napredujejo posamezni učenci, za katere se mogoče že pred vstopom v šolo predvideva, da imajo nek večji akademski kapital in tako naprej. Ampak kot rečeno, potrjujejo tega, da ker so pa naši učenci 2-3 mesece mlajši, da imajo pa slabe dosežke zaradi tega.
Hvala lepa. Še kakšen komentar, vprašanje na tem mestu? Naj povem, da imamo nekaj vprašanj tudi v chatu, ampak nekako smo smo nekako dejali, da pač udeležba v živo lahko zastavlja vprašanje, čeprav se mi tukaj zdi enole vendarle ja, tako. Skratka, tema je bila pač Naslednji dogodek, da naj pridejo v živo, tisti, ki želijo spraševati in komentirati, prosim. tako, ja. Prav, še kakšen komentar? Jaz bi mogoče meni v oči padlo, meni je v oči padlo dejstvo, da so naši učenci, ko so poročali o tem, kako zainteresirani za družbeno-politične zadeve so v bistvu njihovi starši poročali primerljivo z njihovimi vrstniki o bistveno manjšem interesu tudi lastnih staršev, a ne. In ko smo se pogovarjali o tem, kaj so eksterni faktorji, pa kaj so interni faktorji z vidika šolskega sistema, to je en tak močan eksterni faktor, se mi zdi, a ne. Že ko smo recimo se pogovarjali o branju pri prejšnji raziskavi Pearls, ki smo jo razgrinjali maja, smo ugotavljali, da starši slovenskih četrtošolcev v bistveno manjši meri poročajo, da radi berejo, a ne. In v približno enaki meri so tudi njihovi otroci poročali, da radi berejo, kot so poročali starši. In podobno pravzaprav zdaj ugotavljamo tudi pri rezultatih te raziskave, da si sledita interesa staršev in otrok. Če torej je manjši interes pri starših, se zdi, da izjemoma pride do povečanega interesa za družbene zadeve pri otrocih. In tu morda se da kaj še narediti v šoli, ne vem pa, če veliko. To je zdaj moje vprašanje. Kakšno je vaše stališče? Eva, vidim, da se je želela odzvati. Jaz nisem želela ponujati rešitev, sem pa hotela odgovoriti na to. Res je, ko primerjamo v bistvu, učence smo tudi vprašali številna vprašanja vezana na njihove starše, nekako zainteresirani so njihovi starši za politična in družbena vprašanja, ne samo to, kako pogosto se z njimi pogovarjajo o tem, ampak prav kako so starši zainteresirani. Pokazalo se je, da zgolj 1/5 učencev, se pravi okrog 20% na mednarodni ravni, učencev, katerih starši niso zainteresirani, pa niso tako zainteresirani za politična in družbena vprašanja, jih je pa zainteresiranih, se pravi 1/5 teh nekako, vendarle kljub temu domačemu okolju pa nezainteresiranosti staršev skrbnikov za ta vprašanja so zainteresirani. Ampak vidimo, na ta razkorak je precejšen, 1/5 napram ostalim. Ostali bodo pa verjetno povedali kaj o rešitvah. Morda tukaj še meni kot zanimivost se recimo, ko sem preverjala te rezultate, se mi je kot zanimivost tudi zdelo, da recimo, da je presenetljivo, ne, da menijo, da anketirani menijo, da so moški nekako bolje usposobljeni za politične voditelje kot ženske. Recimo več kot 30% fantov se je strinjalo ali pa zelo strinjalo s trditvijo, da se ženske pravzaprav sploh ne bi smele ukvarjati s politiko. Tukaj bom zdaj vprašala gospo državno sekretarko, konkretno kaj Ja, to je zelo zahtevno tukaj vprašanje, ne? Ja, in tudi komentirati, ne, mogoče je bilo pač neka taka situacija, ki je tudi razvojno povezana s tem, bom rekla, odnosom fantov 13,8 povprečje starosti do deklet v nekem trenutku. Ja. Zagotovo to drži. Ja, še eno vprašanje imamo iz občinstva. Prosim za mikrofon. Ja, jaz bi pa rada, prihajam iz sektorja za kakovost in analizo z ministrstva, rada bi spomnila
na raziskavo, ki kaže zelo podobne rezultate, kot jih imamo zdaj pred sabo na področju državljanske vednosti. In sicer na raziskavo PISA iz leta 2018, kjer se je kot področje, kot inovativno področje pismenosti, kar sicer meri pač 3 osnovna področja pismenosti, kot vemo, matematično, bralno in naravoslovno. Vsakič, v vsakem krogu raziskave pa je eno od področij preverjanja tako imenovano inovativno. No, in leta 2018 je bilo to inovativno področje pismenosti, so bile globalne kompetence. Sicer manj držav je sodelovalo v samem preizkusu, ker je pač potreba časa bila, da se to zelo hitro pripravi in je bil sam koncept nekako, skratka, večina držav se je sicer nekaj 24 od, 70-80 držav odločilo tudi za sam preizkus, vendar pa vse preostale države pa smo sodelovali, med njimi tudi Slovenija, v tistem delu, ko se anketira učence. No, in te podatke imamo, torej na spletnih straneh Pedagoškega inštituta, ki so bili upravljeni v okviru PISA. In ti podatki torej kažejo tudi v resnici zaskrbljujočo sliko, dopolnjujejo se s tem, tako da v vsakem primeru sem hotela spomniti torej na te podatke, ki jih je ravno tako treba vzeti zares, kaj nam na področju samih vsebin in pa seveda tudi na področju samih didaktičnih pristopov, torej samega nudenja priložnosti za aktivno državljanstvo, torej že v tistih prvih kontekstih, če pustimo doma, torej našo javno šolo. Mogoče samo to. Ja. Hvala. Najlepša hvala. Še morda kakšna misel zaključna? Če ne? Aha, pardon, se proščam, da sem videla. Morda samo en razmislek, namreč, ko se pogovarjamo o tej tematiki, hvala lepa, se mi zdi, da je treba imeti vedno pred seboj, da šola ni inkubator za učence za 6 ali za 8 ur na dan, da je dejansko prostor, v katerega prinašajo in izkušnje in vedenja iz okolja in nanj vpliva tudi okolje. Zanimivo bi mi bilo morda neka primerjava z deležem iz leta 2009, glede na to, da beležimo ta trend padanja, tudi kako je z deležem priseljencev v šolskem prostoru, pa kako je z deležem otrok z nižjim socialno-ekonomskim statusom, ker nam na drugi strani rezultati kažejo, če sem si prav zapomnil, da nelegalne dejavnosti bolj poudarjajo tisti učenci, ki imajo nižjo vednost in nižji socialno-ekonomski ali nižji socialno-ekonomski status. Na drugi strani pa na ravni imamo raven vednosti na ravni povprečja in približno 1/5 tistih, ki se aktivno vključujejo v te dejavnosti. Zato se mi zdi, da bi bilo to razpravo potrebno razširiti v širši prostor, morda medresorski ali pa celo širše, z vidika šolskega prostora je pa na nek način zaskrbljujoče ali pa daje v bistvu neka izhodišča, predvsem iz naslova rezultatov, ki govorijo o percepciji odprtosti razprav v razredu, da gre v bistvu za ta pomanjkljiv dialog, premalo razprave in na drugi strani
stališča ravnateljev, da je državljanska vzgoja stvar disciplin ali pa predmetov. Da vendarle gre tukaj za nek celostni pristop, zato se mi zdijo razmisleki, ki so bili danes na tej okrogli mizi, tudi o tem, kako naprej in s kakšnimi koraki naprej v smislu povečanja participativne vloge učečih, pa na kateremkoli nivoju zelo pomembna. Hvala lepa. Lahko odgovorim? Seveda. Pa bom jaz kar odgovorila, hvala. Se popolnoma strinjam, razpravo je zagotovo treba širše družbeno odpreti, ne? Kar ne pomeni, da predšolsko politiko seveda ni odgovornost, ampak do določene meje, do kje pač je to realno pričakovati. Kar se tiče priseljencev, kar ste vprašali, ne, ja, povečal se je nekoliko delež otrok z priseljenskim ozadjem v letu 2022. Zdaj, če se prav spomnim, mislim, da jih je bilo leta 16 15%, zdaj jih je 21%, ampak tukaj pri vednosti potem pa ni razlik. V bistvu ostajajo precej podobne razlike, ne? Tako da k tem dosežkom dejansko ni prispevalo toliko priseljensko ozadje zaradi povečanega števila otrok iz priseljenskih družin. Najlepša hvala. Če ni več, ali še kakšno vprašanje morda? Ne? Da. Tanja, izvoli. Ne bom uzurpirala preveč prostora, ampak ta debata o odprtosti klime za razpravo, ne, kateri smo se večkrat vrnili, se mi zdi, da ponuja tudi možnosti za refleksijo v zvezi z profesionalno avtonomijo učiteljev. Namreč učitelji sami, ne samo učenci, ko so govorili o tem, kakšne imajo pogoje v razredu ali pa kako pogosto se nekaj v razredu zgodi pri pouku, ampak tudi učitelji sami so zase sporočali v deležih manjših kot v mednarodnih povprečjih, da odpirajo razpravo o enakosti spolov, da povabijo učence, da zavzamejo drugačno kulturno perspektivo, da se postavijo v čevlje drugih, a ne. In zdi se, da te žgoče tematike postajajo pač problematične za izvedbo pri pouku, a ne. In vprašanje je, zakaj se to učiteljem tako zdi. Eno je to, da sami sporočajo, da so za nekatere teme manj opolnomočeni, da se jih torej je moč usposobiti. Drugo je pa to, da so ob polarizaciji v svetu, izven razreda torej, a ne, učitelji pogosto tudi tarče nejevolje staršev, ki se ne strinjajo s tem, da se nekatere topike v razredu odpirajo. In mislim, da je to tudi eden od indikatorjev, da je pač treba se pogovarjati o tem, da imajo učitelji to vzgojno nalogo in da jo tudi lahko strokovno, avtonomno opravljajo in tudi zaščititi strokovno avtonomijo, ko to počnejo. To se mi zdi tudi eden od poudarkov teh rezultatov te raziskave. Hvala. Najlepša hvala. Na tem mestu, kolikor ni več nobenih vprašanj, oziroma če kdo od gostov nima še kakšnega komentarja, se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje. Hvala tudi gospodu Grudnu, ki se nam je pridružil nadaljavo. Želimo vse dobro. In hkrati vas tudi povabim že na naslednjo javno razpravo, ki bo 5. decembra v teh istih prostorih. Prav tako bo mogoče tudi se prijaviti preko spleta. Tema pa bo seveda PISA 2022. Tako da najlepša hvala vsem za sodelovanje oziroma za vaš posluh in se snidemo v resnici čez teden dni. V živo, tako, v živo.